Živijo in dobrodošli na današnjo epizodo podcasta Umetnost lenarjenja. Tokrat bom z vami sam, ker za ta posnetek nimam gosta. Gre pa za posebno epizodo oziroma rubriko, prvi del v seriji, ki sem jo poimenoval Mala šola čuječnosti. Kaj je čuječnost ali angleško mindfulness? To je koncept, ki je bil uvožen iz budistične filozofije Daljnega vzhoda in v našem krasnem zahodnem svetu moderniziran in seveda tudi skomercializiran, je pa to koncept, ki ga naš krasni svet blazno potrebuje. Namreč to je svet, v katerem zelo veliko hitimo, hitimo v službi, da bomo čim prej doma, potem hitimo doma, da vse naredimo, preden gremo nazaj v službo in tako naprej. Je hkrati tudi svet, kjer si stalno želimo, da bi nekaj hitreje minili ali pa da bi dlje trajali, da bi bili nekje drugje, da bi se nekaj spremenilo. In kako nam lahko pomaga ta teorija in predvsem praksa čuječnosti, vam bom pa skušal razložiti na tem prvem uvodnem delu, kjer je moj cilj predvsem, da vam odgovorim na dve pomembni vprašanji, ali lahko tudi jaz meditiram in kaj sploh je čuječnost. Formalni vaji čuječnosti se namreč reče meditacija in na koncu tega posnetka boste znali to vajo izvajati tudi vi povsem samostojno. Seveda pa najbrž kdo, ki posluša tudi že zdaj pozna to vajo, jo redno prakticira, tudi mogoče pozna čuječnost. Jaz upam in tudi verjamem, da bo tudi vam posnetek zanimiv. Jaz sem velik ljubitelj kratkih uvodov, tako da evo, gremo na šolanje. Tečajev, ki vas bojo naučili meditacije, različne meditacije, obstaja veliko vrst, je ogromno, tudi tečajev čuječnosti je veliko, spletnih, live, kar hočete. To ni tečaj, jaz bom pač mogoče kdaj naredil tečaj, takrat boste zelo lepo vabljeni. Ampak to je neka mala šola, zato ker je taka stvar, ki je dostopna vsem in upam, da bo tudi vsem razumljiva. Predvsem je poanta teh vaj, teh mentalnih vaj, ki jih boste spoznali z mano v naslednji uri, to, da je nekako dvorezen meč, kako zelo so preproste. Dvorezen meč zato, ker po eni strani je pač super, da so preproste. To pomeni, da lahko vi po tej eni uri se usedete, če boste to želeli zvečer in 10 minut, 15 minut meditirate. Po drugi strani je pa kdaj to, da se tako preprosto človeku nekako zbije motivacijo, da bi probal, si reče, pa moje težave so toliko kompleksne in toliko napredne in moja psiha je toliko sesuta, da to meni ne more pomagati, če je toliko simpel. No, bomo videli, dajte se pustiti presenetiti, jaz se bom pa tudi potrudil, da nam rata. No, danes to bo prvi posnetek v seriji prispevkov, kot sem rekel. Kar se tiče vprašanj na Instagramu, kjer jaz delujem, je čuječnost najbrž najpogostejša tema, poleg seveda koronavirusa, ki je bilo v zadnjem letu zelo aktualno. Ljudje me stalno sprašujejo za neke tečaje, za knjige, kako se nekako pomiriti. To je super, če človek opazi prvi korak na tem, da rešiš neko težavo, je, da opaziš, da težava obstaja. In ko si ti rečeš, ok, jaz sem ugotovil, da sem živčen, mene služba blazno stresira, jaz ful preveč hitro ven padam, mojo partnerko, ful preveč sem že tak nadležen človek prevečkrat. Ko to rečeš in si rečeš, da bi rad to spremenil, si naredil en velik korak in si že zelo daleč na poti do zmage. Tako da čestitke, če ste si to rekli, če ste pa tle čisto samo zaradi neke splošnega zanimanja, ste pa tudi dobrodošli, ker jaz iskreno mislim, da ta vaja lahko pomaga čisto vsakmu na tem svetu. Danes bomo naredili en kratek uvod, definicijo, kaj je to čuječnost in pa se naučili tudi eno preprosto vrsto meditacije, s katero lahko začnete že takoj danes. Zelo ambiciozno je v bistvu se spraviti govoriti o nečem, o čemer veliko veš. Mislim, jaz se dejansko ukvarjam s čuječnostjo zdaj že 12-13 let, bi rekel, no, od faksa naprej, redno na tedenski ravni, in ko imaš ogromno znanja o neki stvari, je nevarno, da ko boš probal govoriti o njej, boš probal povedati vse, vse naenkrat, vse pogoste napake, vse napotke, vse, kar si se naučil preko vseh let, in boš to stlačil v neko predavanje, ki bo ali absolutno nerazumljivo zaradi količine podatkov, ali pa absolutno predolgo. Tako da to je, meni je to izzivno in boste mi lahko potem z veseljem sprejmem povratne informacije, če je bilo uspešno ali ne. Torej, ali je čuječnost prostitvena tehnika? V bistvu ne. Boste videli zakaj. Jaz mislim, da je to koncept in vaja,
ki imata kot stranski učinek, ne bom rekel neželeni učinek, ampak imata kot stranski učinek to, da smo bolj mirni, da smo bolj sproščeni, da se bolj počutimo. Ampak ni pa to sprostitvena tehnika, kot je recimo avtogeni trening. Avtogeni trening je poanta avtogenega treninga, je, da se prestavimo v neko miselnost, kjer smo mirni. Je pa, kot sem rekel, stranski učinek te vaje to, da se pomirimo. In jaz bi rad na tej točki tudi povedal, da kar se tiče meditacije, ne misliti, da so to neke blazno, bom rekel, take eksotične duhovne zadeve. Pa zdaj nič nimam proti temu, proti duhovnim vajam, ampak morate vedeti, da sem pač hud skeptik. Sem zdravnik, sem pač znanstvenik na nek način, naravoslovec. In jaz ne bi v bistvu začel z neko meditacijo, takrat, ko sem jo najbolj rabil, na faksu, sem iskal nekaj, kar je bilo znanstveno podprto, kot učinkovito in nekaj, kar mi ne bo prepričevalo, da bom jaz lebdel, da bom, ne vem, lahko premikal stvari z glavo. To zdaj malo karikiram, se najbrž noben tega ne verjame, ampak veliko različnih meditacij in to, kar bomo mi danes v bistvu spoznali, je ena čist preprosta vaja in boste videli, kako je genialna v bistvu v svoji preprostosti. Če začnemo definicijo s teoretičnim konceptom čuječnosti. Se pravi, čuječnost, ali spet angleško je to mindfulness, pomeni zavestno in neanalitsko prijazno preusmeritev pozornosti na dani trenutek. Se pravi, nekako biti prisoten zdaj. Ni pa dovolj samo biti prisoten, ampak to je ključen del, da je ta pozornost prijazna in držimo jo na sedanjem trenutku, ne da bi si želeli, da je drugačen, boljši, novejši. In to seveda tle je pogosto nesporazum, ko to nekomu poveš, da ti reče, ja, kaj zdaj, če bom pa vse sprejel v življenju, se nam pa nikoli mogel nič spremeniti, Če mi nekaj ni všeč, bom valjda to spremenil. Absolutno. To, da ti sprejmeš ta trenutek, je prvi pogoj, da ga spremeniš. Če ti voziš avto, pa je pred tabo gneča, ti ne bo nič pomagal, če boš se sekiral, ja, kako si želim, da ne bi bilo gneče, zakaj sem tle zavil, jaz bi tokrat bil nekje drugje zdaj. Ne, rečeš si, ok, zdaj sem v gneči, a lahko tle zavijem desno, pa grem po eni stranski ulici. Se pravi, ti lahko rešuješ težave potem, ko dojameš, da so tukaj, namesto da se boriš proti tem, da so tukaj. Tudi semafor so namreč prej zelen pokazal, če boš ti tam bentil, da se ti res nudijo službo. Se pravi, ti posegaš še vedno lahko aktivno v svojo okolico, to se nič ne izključuje, ampak čuječnost pomeni, da naklonimo svojo polno pozornost temu, kar delamo, ne glede na to, kaj to je. Če je to umivanje posode, bomo umivali posodo, ne da se pač sekiramo, zakaj je toliko veliko posode. Če čakamo pri semaforju, bomo pač čakali in razmišljali, kje bomo najbolj prišli do službe po cesti, ki smo jo zbrali in tako naprej. Se pravi, nekako ne upiranje, ampak sprejetje in potem reakcija. To je zelo pomembno. Poudarjena je tudi pri čuječnosti minljiva narava vsega. S tem, da svet se skozi, čas teče, vse se spreminja, vi niste ta trenutek enak človek, kot ste bili, ko sem jaz začel govoriti, ko ste me začeli poslušati. In lahko si predstavljamo, da če ozavestimo, da ne traja nobena slaba stvar večno, obenem pa nobena dobra stvar večno, je življenje nekoliko manj stresno, ker potem niti ti, ko si na neko težko dežurstvo ali pa težek dan v službi in se ti zdi, da se to ne bo nikoli končalo in da boš tukaj za vedno, ali pa, ker ti zobozdravnik vrta, pa ni dal slabo anestezijo, pa te boli, pa se sekiraš, to bo zdaj ure in ure, ne bo trajalo vedno, nikoli ne traja vedno. Po drugi strani pa, če si na morju, a ste bili kdaj na morju, pa si imaš ful dober in po teh dneh že razmišljaš, da čez 2 dni bo samo še 3 dni do odhoda, pa zakaj čas gre tako hiter, pa zakaj ni zdaj še spet prvi dan. In paradoksalno, valjda, zaradi tega tudi potem manj uživaš. Sprav, če smo prisotni v trenutku, ga spoznamo kot minljivega, ga spoznamo kot takšnega, ki tukaj je to bistveno manj stresa, kot da razmišljamo stalno, zakaj mineva počasi, zakaj mineva hitro, zakaj je sploh tle, koliko te posode za pomiti, jaz bi rad šel kam drugam, jaz bi rad na morju in tako naprej. Pa prijemo na morje, si pa sekiramo, zakaj to hitro mineva in bomo kmalu spet doma. Ena stvar, ki je pri čuječnosti taka zanimiva, ki sem jaz ugotovil, da ko bereš te stvari ali pa ko poslušaš te stvari, ko vidite mene poslušate recimo, se vam mogoče to vse zdi logično. To je kot ti nekdo reče, ti priješ domov pa rečeš ženi, mater se sekiram, jutri sem dežuren, pa ona reče, ne se sekirati.
Thanks, zdaj sem se pa nehal sekirati v sekundi, ne. Mislim, to niti ne pomaga, a ne. Se pravi, ko ti nekdo reče, lej, ful je lažje, če si ti prisoten v trenutku, pa pač sprejmeš ta trenutek kot minljiv, pa se ne sekiraš, da bo tule dolgo časa trajal. Pa si ti tako, hvala, ja, sam pač naslednjič, ko bom pomil posodo, mi bo še vedno šlo na živce. Pa naslednjič, ko bom na morju, bom tretji dan še vedno razmišljal, kako gre hitro. In zdaj, kako to ponotranjiti, to je izziv in za ponotranjiti te zadeve je pa tukaj vadba. In vadba za čuječnost je meditacija. To je krasna vadba, lahka vadba in kot sem že parkrat omenil, boste danes po koncu tega posnetka lahko tudi sami to poskusili. Se pravi, če smo na kratko povedali teoretični koncept čuječnosti, se pravi, biti v trenutku z prijazno pozornostjo namenjeno temu, čemurkoli pač trenutno delamo. In kot druga veja definicije vadba, kako vadimo za čuječnost, se pravi meditacija, o tem malo več kasneje, je pa tretji pol, tretja veja definicije, ta psihološki proces, se pravi biti čuječ. Vsi smo večkrat dnevno, večkrat v življenju čuječi, popolnoma prisotni. To je takrat, ko nekaj bereš, poslušaš, gledaš, kar ima tvojo polno pozornost. Če ste zdaj recimo zelo padli v podcast, da ste ga poslušali samo ta podcast, ne razmišljate, kaj boste jutri jedli, da morate skuhati, kako bo jutri, če bo dežval, potem ste čuječi. Če pa berete neko knjigo in že morate 4-krat nazaj 2 stavka prebrati, ker ste nekako se zgubili, potem seveda niste toliko prisotni, kot bi lahko bili. Jaz dam ponavadi en primer, jaz sem drugače nastopal že, kaj se tiče tečaja čuječnosti za študente medicine. Študenti medicine so ena super skupina ljudi, ker so v bistvu zelo pod pritiskom, zelo pod stresom, ampak obenem so tudi seveda dosti pametni in sposobni, da dojamejo, da tega ne bi radi. In tako da, ko sem jaz na našem faksu poslal mail, če bi kdo prišel na ta tečaj čuječnosti, je bilo vedno v 3 minutah je bilo polno, ker sem pač omejil mesta, ker sem hotel, da delamo tudi skupne vaje. No in študentom sem jaz dal na teh predavanjih vedno primer, ko se učiš za izpit, ti skozi begajo misli ponavadi, zelo težko ti držiš res na tistem enem listu papirja celo stran učbenika, da si stalno prisoten, vedno ti kar ene misli pridejo, začneš razmišljati o drugih stvarih. In tudi pač dan pred izpitom boš predvsem razmišljal najbrž o vsem, kar gre lahko narobe. Ko boš pa ti na izpitu, ko te bo profesor spraševal, ali pa ko bo on razmišljal o oceni, ko boš ti povedal svoje, pa te bo gledal, pa bo rekel, pač takrat verjemite, da ne boste vi razmišljali o ničemer drugem, boste polno prisotni in boste polno čuječi, pa čeprav najbrž ne zelo sproščeni. Se pravi, to je v bistvu neka stvar, ki nastopa, to stanje biti čuječ nastopa vsak dan. Še en primer, recimo priješ domov, nekaj žena govori, ti si malo še odsoten, govoriš, nekaj se razmišljaš, kaj si v službi še vse naredil in pozabil, in pol žena reče, ampak to mi pa res ni všeč, in ti si tako v trenutku, in te zbistri, in kar naenkrat si popolnoma prisoten v trenutku. In pol ona reče, to, da sem to rožo pozabila zaliti, pa je zdaj malo bolj suha, pa si ti tako, ok, dobro, nič ni narobe, lahko spet sanjaram. Kar, najbrž razumete zdaj malo, kako ta proces nastopi sam od sebe. No, z vajami, ki jih bomo pa se naučili, pa lahko poglabljamo in podaljšujemo te momente čuječnosti v vsakdanjem življenju. In s tem, ko podaljšujemo te momente, direktno zmanjšujemo stres in anksioznost. Christopher Germer je rekel, da trpljenje se veča dlje, kot gremo od trenutnega momenta. Se pravi, bolj naprej, ko boste analizirali stvari, ponavadi bolj boste v stresu. Saj seveda imamo vsi neke to-do liste, imamo planerje, imamo dnevnike, vsi se pripravljamo na naslednji dan, teden, mesec, valjda, pa se moramo, Ampak ponavadi, ko gledaš vnaprej, analiziraš vse, je vse še toliko huj, zgleda kdaj celo, da ne bomo zmogli vseh obremenitev, ki jih imamo, seveda pa če pogledamo dovolj daleč naprej, vsi vemo, kaj nas čaka. No, zdaj pa še eno vprašanje, na katerega bi rad odgovoril, še prej gremo naprej. Zakaj bi si želeli biti čuječ? Zdaj, mogoče iz tega, kar govorimo, to zgleda malo preveč dela, da bi mi probavali nehati razmišljati skozi, da bi bili osredotočeni na pomivanje posode. Kaj je to fora? Rajš takrat razmislim, kaj je v naslednjem dnevu, ali pa v morju, ali pa se veselim večera, ko pridejo frendi, pa bomo igrali na mizne igre. No, vam povem eno zanimivo zgodbo. Januarja 2007 je na metroju v Bostonu igral en violinist. Pred sabo je imel nek klobuk, pač, da bo kdo vrgel noter kakšen drobiž. Igral je 45 minut, ob tem času je šlo
več kot 1000 ljudi mimo, to je zelo velika postaja in zelo busy seveda. No, od tega se jih je 6 ustavili za par minut, en od njih je celo se ustavil za 10 minut, kar je ogromno za naš navit tempo. Dobil je par dolarjev noter, ne evrov, par dolarjev v tisti klobuk in nihče ni dvakrat pomislil, da bi si karkoli tam vzel malo več časa. No, ta violinist je bil Joshua Bell. On je svetovno znani violinist in ta violina, na katero je igral, je vredna 3,5 milijona dolarjev, če si lahko predstavljate, da obstajajo taki inštrumenti, me je to kar noro. In 2 dni prej je on razprodal dvorano v Bostonu in računal $100 na sedež. Pazite, to je bilo leta 2007, ne? Zdaj, danes $100 na sedež mogoče niti ne izgleda toliko veliko. To je pač dejanska cena, ne, za nekoga, ki ima 3 milijonsko violino. On je igral iste skladbe kot na Metroju. Koliko lepih, krasnih stvari vsak dan zamudimo, ker smo z mislimi nekje drugje. Ko greste vi s kužkom na sprehod v gozd, verjemite, da kuža je najbolj čuječa bitje na svetu in tam laufa, duha travo, duha svež zrak, uživa. Vi pa, ne vem, najbrž tudi kdaj, ne, greste in samo čutite to čudovito prisotnost, ampak velikokrat pridejo v glavi stvari in smo na sprehodu, ampak z glavo smo recimo v službi. Biti čuječ ne pomeni spet, da pozabimo svoje obveznosti, da pozabimo na sestanke, ki nas čakajo, na obletnico poroke, bog ne daj, na izpite, na podobno, ampak pomeni, da posvetimo svojo pozornost tistemu, s čimer se trenutno ukvarjamo. Če je to planiranje sestanka, bomo posvetili pozornost planiranju sestanka, če smo pa na sprehodu s kužkom po čudoviti naravi, pa naj ta sestanek počaka. In podobno, če gremo pač po nekem metroju in dejansko smo prisotni, dojemamo svet in vidimo neko krasno glasbo zaslišimo, se lahko tudi ustavimo in za trenutek prepustimo temu. Mene zelo veliko o čuječnosti v bistvu uči moja hčerka. Ona je bila rojena približno 1 leto nazaj, 31.7.2021, in jaz sem ugotovil dejansko, da sem včasih, ko sem bil z njo, kot pač dojenček, začne se kobacati, hoditi, to so najbolj luškani na svetu, ampak da bodimo iskreni, niso pa blazno zanimivi. Mislim, pač tam gleda neko smet na tleh, pol eno žogico, eno in isto, pol nek bagrček, pol jo neki srbi, neki ni v redu, ni to, da boš ti z njo zdaj šel igrati šah ali pa gledati neke blazno zanimive serije na televiziji, ne. Ampak točno to je, enkrat sem dojel, da ona tam leze in gleda stvari in jaz sem bil kar živčen, jaz sem bil, kdaj pride domov žena, kdaj pride Ester, da grem jaz nekaj spisati, nekaj moram narediti za službo. In potem sem dojel, da ne morem biti samo prisoten, ker imam premalo stimulacije. Ker sem bil v obdobju, ko je bilo stimulacije ogromno, še s tem Instagramom sem bil najbolj noter v objavah. Imel sem stalno ali telefon pri sebi, ali računalnik pri sebi, ali sem dežuril, ali sem pisal in enostavno ta minuta, 10-20 minut brez stimulacije je meni, ker sem kar živčen postal in to je bil meni znak, da moram spet začeti malo bolj redno meditirati. In potem, ko to opaziš in sem se usedel zraven nje, pa to je najbolj krasno na svetu, da vidiš tistega malega otročka, ki je itak vsak dan najlepši, in če imaš svojega otroka, ti je to najlepše bitje v vesolju. Kako on na tleh vidi eno smetko, pa jo tako s prstkom malo proba premakniti, pa se smetka ne premakne. Ali pa se smetka premakne, pa se malo zasmeji. Otrok, ne smetka. In mislim, to so taki čudoviti, in pa kako diši tvoj otrok. To so čudovite stvari, ki nam grejo mimo. Najhuje mi je bilo, ko je ona se kobacala, jaz sem pa na telefonu scrollu, pa to sploh zdaj, ko nazaj gledam, mi je grozno, ne, ampak takrat si pa tako, bom malo pogledal na mail pa na Instagram, itak ona tle, zdaj je mirna, pa mogla jesti, bom jaz malo izkoristil. Pa zakaj bom izkoristil, kakšen izkoristek je to? Za nazaj, ko se spominjam teh dni, ko je bila stara recimo 6-7 mesecev, a mislite, da se spomnim onega maila, ki sem ga prebral tam na tleh, ko sem sedel pri njej? Ne, več spomnim se onih rokic, ki je začela držati stvari, ki me je cukala za lase, pa najlepše stvari, no. In to vse lahko nekako zamudimo, sploh če smo skozi v nekem komaj čakam moodu. Popoldne prije moja mama, pa jo bo malo vzela ta malo, komaj čakam, ker bom lahko posnel tisti prispevek za Instagram ali karkoli. Ta komaj čakam je zelo nevaren. Dobro, zdaj sem se mogoče malo zapletel, čeprav se mi zdi, da je to kar pomembna poanta. Na tej točki če bi predaval, vprašal, če so kakšne vprašanja, seveda smo na podcastu in bomo šli pač počasi naprej.
na naslednjo stvar, in sicer to je znanstvena podlaga čuječnosti. Tukaj se ne bom poglabljal v neke strokovne članke, ampak kot sem vam rekel, jaz sem skeptik, ne, in ko sem začel razmišljati, da bi meditiral, sem hotel ne samo, da mi reče nekdo, probi to je ful dobro, hotel sem nekje prebrati, ja, to bo tebi pomagalo. S tvojimi težavami, ki jih imaš, ti zagotavljam, da je to dobra stvar, da začneš meditirati. Člankov, prav strokovnih člankov v pač revijah medicinskih na temo čuječnosti je res ogromno. V selitvi meditacije na zahod s tem pretežno psihološko komponento, ki se je iz tega budističnega, bom rekel, nauka ohranila, se je to začelo inkorporirati v neke vrste psihoterapije. In tukaj je en zdravnik iz univerze v Massachusetts, ful sem ponosen, da sem to spregovoril, ne da bi se zapletel, dr. Jon Kabat-Zinn. On je v bistvu ta proces čuječnosti vpeljal v medicino in je oblikoval 8-tedenski program, ki se je imenoval MBSR na kratko, to je Mindfulness Based Stress Reduction, zdaj je že v več kot 30 državah. In ta 8-tedenski program, s katerim je on blažil simptome anksioznosti, depresije, kronične bolečine in nespečnosti. In ta program je bil temelj mnogih raziskav. Še preden pa povem kaj več o njem, bi rad povedal nekaj več o moji najljubši, po moje, najljubši raziskavi medicinski, ki sem jo kadarkoli prebral in kadarkoli spoznal. In to je raziskava od enega gospoda, ki mu ime Alvaro Pascal Leone. Pascal Leone je objavil leta 1995, opravljal jo je pa na univerzi v Harvardu. To je raziskava, ki je zamajala temelje predhodnemu verjetju o tem, kako so možgani nekako nespremenljivi. Ne, veste, da recimo, če imaš če imaš en del jeter vnet, pa ti odstranijo pol jeter, se jetra lahko regenerirajo, da o koži ne govorim, kako se lepo celijo vse brazgotine. Če je imel človek kap, se je ponavadi zelo malo funkcije povrnilo, če je imel neko hudo poškodbo z motorjem, podobno. In vedno smo nekako verjeli, da se ti možgani razvijajo do ene točke, potem pa je to točka, kjer tudi ostanejo. No, Alvaro je povabil prostovoljce v neko sobo tam v Harvardu, kjer je stal en klavir. In so se usedli za ta klavir za 2 uri na dan, 5 dni v tednu. In v teh 2 urah so z prsti eno zelo preprosto melodijo vadili, so igrali. Po 5 dneh so imeli tudi pol nek mali izpit, recimo. No, ampak po vsaki tej seansi je Alvaro namestil tem ljudem na glavo eno tako žičnato kapo in poslal magnetni sunek v ta pas možganovine, naravnost, zdaj vam ne morem pokazati na glavi, ampak en pas možganovine nekje od temena proti ušesom gre, ki je glaven za motoriko. No in s tem aparatom, to je transkranialna magnetna stimulacija, je lahko odčrtal te nevrone sive substance, ki so oživčevali prste na rokah. Če ne veste, možgani imajo belo možganovino in sivo možganovino, te male sive celice, siva možganovina so dejansko pač celice, ki razmišljajo, ki delajo, bela možganovina so pa v bistvu aksoni, se pravi samo povezave. In možganska skorja ljudi je iz sive možganovine in tukaj se po domače dogaja. No in kaj je ugotovil? Po 5 dneh vaje se je ta predel sive možganovine, ki oživčuje prste na roki, dejansko razširil na sosednja območja, postal bolj intenziven. Ta vaja je dejansko fizično spremenila naše možgane. Ampak to ni bil najbolj zanimiv del tega projekta. Namreč Alvaro je imel tudi eno drugo skupino, kontrolno skupino, ki pa se klavirja ni niti dotaknila. Oni so pa prišli v isto sobo, se usedli na stol, imeli roke popolnoma na miru in razmišljali 5 dni zapored, 2 uri na dan, kako premikajo prste na roki in kako igrajo to isto melodijo. Niso se dotaknili klavira, niti po nosu se niso popraskali, oni so samo razmišljali, da igrajo klavir s to eno roko. No in kaj je zdaj, mogoče že slutite, kaj se je zgodilo, ko jim je namestil to žičnato čelado, je ugotovil, da se tudi njim siva možganovina, ki oživčuje te prste, dejansko intenzivirala in razširila. Se pravi, samo misli so spremenile možgane. In kar vpliva na možgane, vpliva na celo telo. Vi lahko samo s tem, da pomislite, kako bo naslednji teden stresen v službi, če dovolj razmišljate, bojo možgani poslali impuls v nadledvične žleze, sprostil se bo adrenalin, kortizol,
In vsi dobro vemo, da se lahko doma, na kavču, pred televizijo, sproščeni kao, napsihiramo do paničnega napada samo s pomočjo svojih misli. Tako da ne podcenjujte moči svojih misli in zato to tudi je meditacija tako pomembna. No, nekaj podobnega je k tej raziskavi je simuliral tudi dr. Jon Kabat-Zinn na svojem 8-tedenskem tečaju. Se pravi, ta študija dejansko, ki je bila objavljena v Frontiers in Human Neuroscience leta 2014, ni opravil on, ampak so opravili drugi znanstveniki na ljudeh, ki so bili člani Jonovega 8-tedenskega tečaja. Prav tako so uporabljali magnetno resonanco in prav tako so odkrili večjo intenziteto oziroma rast sive substance v teh nekaterih ključnih področjih možganskega debra, med drugim locus ceruleus, ki je mesto sinteze noradrenalina, pa potem raf pontis, ki sintetizira serotonin, to je nevrotransmiter, ki modulira in uspešno zdravimo z njo tudi depresivne in anksiozne motnje. Tegmentum pontini, to je del cholinergičnega sistema, študije ga povezujejo z nagradnim sistemom možgan, ko naredimo nekaj, kar nas veseli in se potem dobro počutimo, pa tudi z budnostjo in spanjem, z regulacijo pozornosti in z učenjem, to je ta nevrotransmiter acetilholin. Se pravi, zelo, zelo nezanemarljive učinke tukaj zdaj nekako se ponujajo. Učenje, budnost, pozornost, mirnost, nekako blazno relevantna študija. In ko to prebereš, te nekako prime, da bi seveda tudi ti rad začel z vajo. Torej, vaje čuječnosti. Obstajata dva tipa vaje. Prva se imenuje formalna vaja, to je meditacija, druga pa neformalna vaja čuječnosti. In zdaj bi jaz rad najprej začel v bistvu z neformalno vajo. To je enostavno, se pravi, formalna vaja pomeni, da si morate vi rezervirati nek čas v dnevu, 5, 10, 20 minut in vaditi. Neformalno pa lahko vključite kamorkoli in kadarkoli. Recimo, pot v službo, zjutraj, ko si umivate zobe, date pozornost na ta občutek umivanja zob, na okus zobne paste, a je voda topla, kakšen zvok naredi, ko odprete pipo, kako ta ščetka drgne po zobeh in so zmeraj bolj čisti, kako je to dober občutek. Potem greste proti avtu, mogoče malo zapihlja, čutite ta veter, čutite trdno stal pod sabo, kako ste stabilni, kako imate delujoče telo, kar nikakor ni samoumevno. Potem se usedete v avto, si prinesete glasbo, uživate v glasbi, in celo pot nekako potem vozite, seveda ste prisotni, ko vozite čim bolj in se ne butnete nikamor. Pravi, to je neformalna vaja, pomeni, da si izbereš, ni treba, da tako kot sem zdaj povedal, da je cela ura, cele 2 uri samo delate na tem, ampak lahko si samo rečeš, zdaj si grem jaz umiti zobe, bom probal to narediti čuječe. Ali pa, zdaj moram iti pa na drugo stran stavbe do une pisarne v 5. štuk, no pa dajmo se sprehoditi na čuječ način, dajmo čutiti premikanje nog, dajmo čutiti vonj zraka, vsako stopnico. In to je neformalna vadba. Ob tem pa tudi dobro opazovanje svojih emocij in svojih pogojenih odzivov. A gremo mi proti stopnicam, pa nam v glavo skoči, spet moram na štenge, nisem nič fit, moram več trenirati, koliko sem se zapustil. Tukaj očitno je neka emocionalna komponenta, nekaj, kar nas stresira. In poanta celotne vaje čuječnosti je, da se na to ne obesimo. Da ne začnemo tega potem razpletati naprej in sami sebe grajati in sami sebe dajati v nič, ampak opazimo to misel, živja misel, lepo, da si tle, in potem jo pustimo, da gre mimo. Nikoli se ne probavati, niti v meditaciji, niti v življenju, niti v vajah čuječnosti, boriti proti mislim. Prosim, ker pač možgani so narejeni za to, da razmišljajo, tako kot nam ledvice pucajo urin, tako kot se koža regenerira, tako kot jetra sodelujejo v sintezi glukoze. In mi, da bi pričakovali od možganov, da nehajo razmišljati, to sploh ni zdravo, niti ni možno. In ta borba proti mislim, tisti ljudje, ki se usedejo na tla in rečejo, zdaj bom meditiral, in pol se napnejo in v stresu probajo ustaviti vsako misel, da bi prišla v glavo, te bo še bolj zastresirala, ker to ni logično in tudi ni možno. Se pravi, gre za to, da misel opaziš in se ne obesiš na njo, ampak pustiš, da gre naprej. In to je tudi bistvenega pomena pri formalni vaji. Se pravi, zdaj, ko bomo prišli do meditacije. Predtem pa samo še ena stvar. Mogoče bo kdo zdaj rekel, pa to je še več dela.
A zdaj ob vsem, kar jaz mislim v glavi, bom pa še zdaj, ko bom šel v drugi štuk, začel razmišljati, zdaj premikam noge, kakšen von ima zrak, Ne, prosim, ne misliti, da se je treba tukaj naprezati in da je treba tukaj še bolj razmišljati. Zato, ker zavedanje in razmišljanje sta v bistvu dve čist ločena procesa, ki se v resnici celo izključujeta, a ne. Bolj, ko ste prisotni v trenutku, bolj, ko ste čuječi, manj boste razmišljali. In bolj, kot boste razmišljali, manj se boste spomnili recimo poti v službo, a ne. Ker pač ne boste niti prisotni in to je tisto, kar veliko ljudi reče, da ne živeti življenja na avtopilot. Se pravi, vse, kar morate narediti za ta čuječ sprehod v drugo nadstropje vaše stavbe v službi ali bolnice ali kjerkoli delate, je, da hodite in čutite, kaj se dogaja. Čutite, ne vem, noge, čutite zrak, slišite, kaj pride misel, gre misel, samo probate biti prisotni. To je zelo drugače ena taka luštna vaja vaja meditacije, neformalna vaja čuječnosti, je pomivanje posode. Ena zadeva, ki se mi zdi, da vsi nekako ne maramo, hočemo, da čim prej mine, da je posode čim manj, da smo čim bolj učinkoviti, damo si zraven glasbo, TV, karkoli, samo da pozabimo, kaj počnemo. No, probajte enkrat pomivati pa čutiti tisto toplo vodo, pa gledati posodo, kako se zmeraj bolj lesketa, kako delate neko spremembo na lepše, kako je v bistvu toplo v tem lijaku, kjer pomivate, in kako lepo šumi voda. In ne pravim, da vam bo to všeč ratalo, ne, tudi pri čuječnosti nikoli ne gre za to, da se silimo v karkoli. Ampak lahko začutimo neko prezenco, neko prisotnost in smo tudi zaradi tega malo bolj mirni. No, jaz vas nekako pozivam, da probate to neformalno vajo, mogoče kdaj v življenju. Najlažje je morda celo začeti s hrano. Vem, da boste zdaj rekli, saj hrano, pa jaz v hrani pa res uživam, ampak kolikokrat si prižgemo neko televizijo, pokličemo frenda, kolikokrat se pogovarjamo, razmišljamo, beremo medtem, ko jemo. Dajte probati enkrat res čuječe jesti. Pa vam zagotovim, ker to je pa zelo zanimivo, človek odkrije kar nove okuse, pa v neki standardni Barilla omaki, ni treba, da greš ti na grad, pa daš 70 € za degustacijski meni, čeprav če daš, pol res prosim bod, pač čim bolj čuječ, ker se splača za te odlične šefe. Ampak če si narediš ti makarone s paradižnikovo omako, daš čez sir in malo čuječe spremljaš okuse, boš videl, če daš pozornost v usta, ko ješ, da dejansko je okusa več, kot ga dovolimo, ko je pozornost povsod drugje. Tako da s tem se lahko malo igrate, bomo pa zdaj šli na to, bom rekel, bolj pomembno, niti ne bolj pomembno, ampak bolj zloglasen način vaje, in to je meditacija. Kaj je to meditacija? Jaz sem potegnil definicijo kar iz Wikipedije in jo prevedel, in sicer gre nekako tako. Meditacija je vaja, v kateri posameznik trenira možgane ali doseže stopnjo zavesti, ki mu na nek način pomaga sprejeti svoje misli, ne da bi se z njimi poistovetil. Se pravi, gre za nek mentalni trening. In tukaj je pomembna beseda trening, a ne. Če boste vi šli 2krat ta teden v fitness pa delali, ne vem, vaje za biceps, ne boste naslednji teden imeli ogromnih rok, ampak boste mogli hoditi 3-4 mesece, da se pozna, pa pol še 3-4 mesece, da dosežete nek cilj, ki ste si ga zadali, in potem seveda več, ko boste hodili, več, ko boste trenirali, boljši boste v tem. In moč navade je v resnici zelo pomembna. Vi si lahko danes umivate zobe 1 uro, pa pol 7 dni si ne umijete niti enkrat, pa vam bojo ven popadali, a ne, zgnili vam bojo. Če si pa vsak dan umivate zobe 5 minut, pa 3 minute, je pa to absolutno druga zgodba in bojo zobje zdravi. In zdaj z meditacijo je tako, vi lahko meditirate, ne vem, na tistih 10 dni v mesecu, ko se slabo počutite, pa ste v stresu, kao da si malo vrnete energijo, ampak jaz res najbolj priporočam, da to rata neka navada. In druga stvar, ki priporočam, je, da vsaj na začetku meditirate manj časa, kot vam je prijetno. Kjerkoli boste brali, se ponavadi omenja 20 minut, a ne, kot nek lep okvir za meditacijo, ali pa vsaj 10 minut. Če vam je 10 minut udobno za meditirati, meditirajte na začetku 8. Če vam je 8 preveč, ampak se vam zdi, da bi 5 minut šlo, meditirajte 3 minute. Zakaj? Zato, ker če boste delali to manj časa, sprav, da prenehate še preden vam rata smotano, pol boste lažje to razvili v navado.
In jaz dlje kot 30 minut nikoli nisem prišel, meditiral sem 30 minut takrat, ko sem to res redno delal na faksu, zdaj recimo tudi že dolgo nisem, ampak mi je bilo to čist dovolj. In nikoli nisem imel želje, da bi sedel recimo 1 uro, kot nekateri mislijo sedeti. Pa pustimo to, tudi koliko smo obremenjeni vsak dan. En zanimiv v bistvu, pregovor je, meditiraj vsak dan 10 minut, razen takrat, ko res nimaš časa, takrat meditiraj pa pol ure. In kaj ti to pove? V bistvu, da brez veze je žrtvovati zdaj ta miselni proces in trening, ki nam bo najbolj pomagal takrat, ko smo obremenjeni in ga žrtvujemo zato, ker smo obremenjeni. To nima nobenega smisla. No, pa se naučimo zdaj meditirati. Več vrst je seveda in najbolj osnovna je meditacija z dihanjem, se pravi dihalna meditacija ali pa meditacija z lastnim dihom, kakor mislite prevesti breathing meditation iz angleščine. V bistvu, če ste me do zdaj podrobno poslušali, pol skoraj že znate meditirati, ker formalna vaja je v bistvu samo, pomeni, da si vzamete en čas v dnevu, se usedete in delate to, kar smo zdaj govorili, v bistvu ta koncept čuječnosti probate vaditi v glavi. Kaj je koncept čuječnosti? Sedete se in začnete dihati, ne se truditi dihati ful globoko, dihate čist normalno, kakor vam paše. In začutite, se pravi, prestavite svojo pozornost v ta trenutek. Isto, kot smo prej govorili pri umivanju zob, pač pranju posode, karkoli tistih 1000 primerov, ki sem že dal. Se pravi, če zdaj dihaš, sediš v sobi, namestiš se čim bolj udobno, lahko si pač probaš organizirati nek mir, kakor je to možno v stanovanju. Ko boste boljši v meditaciji, tudi ni treba, da je čist tiho in čist mirno. Se namestiš in začneš dihati in probaš začutiti, kje ti ta vdih in izdih najbolj čutiš. A je to okoli nosnic, a je to okoli prsnega koša, kako se razteza, kako se ob prsni koš drgne tvoja majica, mogoče je tvoj abdomen, se pravi trebuh, ki gre ven pa not. Se pravi, kje čutiš dihanje in nameniš svojo pozornost temu dihanju. In to je vse. No, ni čisto vse, ampak to je pač poanta. Ti čutiš dihanje in si v tem trenutku in samo dihaš. Kaj se zgodi? V parih sekundah, garantiram vam, da v parih sekundah se bo pojavila neka misel. Včasih niti ne opazimo, da se pojavi, kar naenkrat se zaveš, da razmišljaš. Da si odplavil. Ponovadi kakšne misli v smislu, res meditiram, kako dobro. Opaziš te misli, samo spustiš jih, rečeš, aha, misel, in se vrneš na vzorec dihanja. To je vse. Nič ni treba drugega. Glavno je samo, da se ne obesiš na one misli. Če ti pride misel, ne vem, ful dobro je, da meditiram, da ne začneš pol, spet razmišljam, jaz niti meditirati ne znam, koliko mi je to brez veze, ne vem, če to delam prav. Ne, kjerkoli misel pride, spustiš in se vrneš na dihanje. In kaj bo imelo to za učinek? Večkrat, ko bomo to delali, 2 stvari. Prvič, zmeri kasneje nas bo odneslo, ker naenkrat ne boste več po 2-3 vdihih začeli razmišljati, ampak po 10, po 15 boste sedeli minuto, 2 v popolni čuječnosti. To je že noro dolgo. In drugič, trenirali bomo svoje možgane, da so lahko v tem trenutku prisotni, tudi če ni to neke blazne stimulacije, ne bodimo iskreni, dihanje ni enako kot gledanje YouTuba, in da lahko misli, ki pridejo, tudi hitro spustimo, ni se treba na njih obešati. In če bomo se strenirali na tak način, da bomo lahko 15 minut sedeli in spremljali svoje dihanje in potem ostali in šli naprej živeti, bomo kar naenkrat videli, da bomo tudi lahko dalj časa poslušali enega človeka, ne da bi nas odneslo. Dalj časa bomo lahko brali nek učbenik, ne da bi se nam misli začele pojavljati vse povprek, oziroma če se bojo pojavile, jih bomo lažje spustili. Ena lepa analogija meni je, veste, tiste krogle, ki so tiste zimske, ki noter snežiče jih potreseš, pa kakšen božiček not sedi ponavadi, ne vem, taka igrača, malo retro. No, to tresenje, to je kot naši možgani, vsak dan tresemo in meditacija ni nič drugega, kot da odložimo to kroglo in pustimo, da se ta sneg počasi posede. Se pravi, ne borimo se, ne silimo ga dol, ampak samo pustimo, da se počasi posede. In če boste sedeli 10 minut, spremljali svoje dihanje in vsako misel, ki pride, spustili, se vrnili na dihanje, spustili, se vrnili na dihanje, boste se naravno umirili. In tukaj vam povem še eno dobro novico, da vam meditacija ne more spodleteti.
Slaba meditacija, ali pa bom rekel, meditacija, ki vam je spodletela, je tista, ki ste jo izpustili. Enostavno tako, če ste si rekli, meditiral bom vsak dan v tednu, naredite 6 dni, 7. dan ne, je bilo to 6 dobrih meditacij. Sam ne se zapletati, ne se sekirati, dokler delaš to preprosto stvar, da dihaš in ko prije misel, greš nazaj na dihanje, si uspel. In zdaj mogoče vidite tisti moj izraz o dvoreznem meču, a ne. To se zdi ful simple, no da. To se ti zdi, pa zakaj bi to kadarkoli pomagalo? Pa vam lahko povem, evo, ne, to je zdaj ta moj argument, ni treba mene poslušati. Odprite si PubMed, odprite si zbirko člankov, pa si preberite, kako so zmerali intenziteto sive možganovine v možganskih jedrih za nevrotransmiterje dobrega počutja. Evo moj argument, a ne, mogoče vam to pomaga, da se spravite na blazino, a pa še to, ni vam treba sedeti na tleh, na blazini v nekih lotos položajih, ni vam treba biti menih, a ne, ni se vam treba zabriti. Navnestite se tako, kot vam pač paše. Jaz imam s hrbtom težave, ker pač sem skozi na nogah, tudi v službi, in jaz enostavno pač rabim en zelo dober stol, podložim si hrbet in pač tako meditiram. Ali pač še rajši tudi kdaj pol leže, samo pač ne zaspat. Pol sede se bolj sliši kot pol leže. Tako da, kakor je to preprosto, je mogoče vseeno fajn začeti z vodeno meditacijo. In dejansko obstajajo. Tudi na te čisto preproste meditacije, kot so samo dihanje, a ne, obstajajo posnetki. Če bi jaz pač tekom tega podcasta ne bom vas vodil v meditacijo, ker seveda v teh vodenih meditacijah je tudi vmes veliko tišine, ker v tem času nekako probaš malo sam dihati in ne vidim smisla, da bi tle zdaj bil tiho 3 minute, če mogoče tudi komu ni zdaj niti za probati, ampak če bi radi probali moj posnetek, a ne, jaz dejansko takrat, ko sem imel tečaj z študentom medicine, sem pripravil tudi posnetek za meditacijo s čuječnosti in me lahko na YouTube poiščete, po moje, če napišete David Zupančič meditacija ali pa David Zupančič čuječnost, brez težav pridete do posnetka, ki traja 10 minut. Vodene meditacije je vedno lažje poslušati kot sedeti sam, čeprav boste mogoče opazili, to sem jaz pri sebi opazil, da ti je s časoma bistveno bolj prijetno, da se dejansko usedeš in delaš sam, ker te lahko ta govor nekoga na posnetku kdaj celo zmoti iz nekega ful prijetne izkušnje tišine v glavi. Prej sem rekel, da s časoma lahko pridemo do točke, ko meditiramo tudi, ko nimamo popolne tišine. In gre popolnoma isto. Ne vem, ste v stanovanju, malo stanovanje, nimate ogromne hiše, 2 otroka, oba sta budna, oba sta razposajena, rečeš partnerju, lej, bod malo z njimi, jaz grem v sobo. Valjda, če nimaš trezorja, boš slišal pač te male škrate, ki se tam derejo, jokajo, kričijo, smejijo. In pol, če tam sediš in se sekiraš, jaz še meditirati ne morem, kako bom kadarkoli miren, bo to spet napačen učinek meditacije. Ko pride misel, se vrnemo na dihanje in ko pride zvok, ko pride nek krik, vzklik, seveda, če je to krik na pomoč ali pa če zagori stanovanje, valjda tečemo ven, ne? Ampak če pride nek vzklik, nek vlak pile mimo, avtobus, ne vem kaj vse, to spoznamo kot prisotno in se vrnemo na dihanje. Spet, čuječnost, a ne želimo si, da tega ne bi bilo, ne gremo v nek cikel anksioznih misli, zakva tle živim, tle ni nikoli tiho, moj tam malo je tok tečen. Aha, zdaj se je oglasil, zdaj pa diham, lej, vlak je šel lepo, zdaj pa diham naprej, lej, zdaj mi pa zavrnel telefon, nisem dal potih, nima veze, diham naprej, a ne. In na ta način, se pravi, prvič trening pozornosti na trenutku in drugič trening, da nismo tako reaktivni in da nismo tako zelo nekako talec vsega, kar se dogaja v okolju in ni treba, da nas vse misel ali kaj drugega vrže iz tira. To je vse, kar se tiče vadbe čuječnosti. In se tudi približujemo počasi koncu tega prispevka. Še par stvari je, ki bi jih rad omenil. Prvič, mogoče ste že tekom tega, ko smo razglabljali o tem konceptu čuječnosti, mogoče ste že dojeli, da to ni samo nekak stvar, ki nam pomaga samo pri delu na sebi. V bistvu je to, čuječnost je lahko izjemno močna pri medosebnih odnosih, pri komunikaciji. Recimo jaz kot zdravnik uporabljam na dnevni bazi s sodelavci, z bolniki, z nadrejenimi. Če si čuječ, boš imel blazno veliko prednosti v življenju in naslednji prispevek bo točno to. Se pravi, to je malo preširoka tema, da bi jo zdaj stlačil v ta prvi del in naslednja mala šola čuječnosti se bo osredotočila predvsem na medosebne odnose in komunikacijo. Druga stvar, s katero bi pa rad zaključil, je pa za tiste, ki ste hudo željni
da bi ste mogoče zdaj dobili neko motivacijo, zagon, da bi se bolj poglobili v čuječnost, vas bom usmeril na 2 krasni knjigi, če bi radi to prebrali in si malo poglobili znanje in tudi naučili še kakšno dodatno meditacijo, ker zdaj tudi v naslednjih malih šolah bom vas naučil še kakšno drugo, ampak se pravi tisti, ki ne bi radi čakali, ki bi si radi to nekako prakso in teorijo čuječnosti prebrali sami in bolj podrobno, svetujem knjigo Najdi v sebi, po angleško je Search Inside Yourself, prevedena je, se pravi, tudi Najdi v sebi, avtor je Chade-Meng Tan, to je en zelo duhovit inženir iz Googla in tudi iz take zelo pragmatičnega stališča enega skeptika in naravoslovca razlaga o tem, je pa veliko tudi o emocionalni inteligenci in o komunikaciji, tako da je knjiga, ki razvije to še nekoliko dlje, tako kot jaz upam, da bom to razvil v naslednji seriji tega podcasta. Druga pa je knjiga prav od Jon Kabat-Zinn, ta zdravnik, ki je nekako začel z mindfulness-based stress reduction 8-tedenskim tečajem in se imenuje Everywhere you go, that is where you are, in tudi prevedena, se pravi, kamorkoli greš, si že tam. Obe knjigi sta super, sta na voljo v Sloveniji in če jih boste dvignili, verjamem, da vam bosta zelo všeč. Zdaj pa ena iskrena čestitka vsem, ki ste se prebili do te točke, ostali z mano do konca epizode. Jaz mislim, da je bilo zanimivo, uporabno in predvsem, da boste še danes se namestili zvečer in 3, 5 ali 7 minut zadihali sami s sabo. Jaz vam povem, ko se enkrat prestaviš iz tega stalne mentalitete tega, da moraš nekaj delati, v to, da enostavno si, da kar naenkrat sediš in ti ni treba nič, samo dihaš, ni nobenih obremenitev, ni nobenih zadolžitev, predvsem ničesar ti ni treba, da ti karkoli uspe. In to je meni toliko čudovit feeling, tega občutka ne dobim nikjer v življenju, razen takrat, ko sedim v meditaciji, da ti ne more spodleteti, da samo si, samo ždiš in to je čudovito, tako da poskušajte, jaz bom zelo vesel tudi kakšnih povratnih informacij, kot vedno me najlažje najdete na Instagramu in z veseljem preberem vaše komentarje in vaša sporočila. Do naslednjič vas pa zelo lepo pozdravljam, torej se beremo, vidimo, slišimo, adijo in imejte čudovit preostanek dneva.